Gospod Čarlah, namizni tenis v Sloveniji je očitno zelo popularen, saj sodeč po današnji udeležbi tu v dvorani Triglav za Bežigradom je veliko število mladih. Kako na osrednji, glavni zvezi namiznoteniški skrbite za mlade naraščajnike? Ja, vsekakor je zelo pomembno, da imamo čim več mladih kadrov, to je predvsem delovanje v klubih, je izredno pomembno, seveda pa je pomembno, da imamo na vrhu igralce, kateri so jim lahko za vzor, kot so na primer v tem trenutku še vedno aktualni. Ekipa, ki je bila tretja na članskem prvenstvu, Tokič, Jorgič, Kožulj, Žibrat, tudi dekleta so dosti dobra. Vsekakor, če imaš vzornike na vrhu, potem smatramo, da je dosti lažje pridobiti mlade kadre. In Namiznoteniška zveza seveda, brez klubov je to nemogoče, klubi delajo dobro, se borijo in upamo na čim večje število, da pridobimo otrok, ki bi se ukvarjali z namiznim tenisom. Pot iz amaterskega namiznega tenisa v profesionalnega, kakšna je? Ja, to je trnova pot, kot pri vsaki drugi zadevi, to zahteva kompletno odrekanje vsega. Živeti profesionalno pomeni res živeti od jutra do večera za namizni tenis, ker drugače pač v svetovni vrh ne moreš priti. Kako je pa s strokovnim kadrom v Sloveniji? Ja, jaz smatram osebno, da mi imamo strokovni kader zelo dober, zelo spoštujem naše trenerje od manjših klubov do večjih klubov. Imamo dober kader. Mislim, da je bolj problem, da imajo klubi probleme s financiranjem in to se mi zdi, da je nekako najvažji problem. Za kvaliteto trenerjev pa jaz se res ne bojim pri nas. Kakšna je pa prihodnost slovenskega tenisa, namiznega tenisa po vašem mnenju? Ja, jaz mislim, da če pogledamo takale tekmovanja, da je pa res prehod kasneje iz same mladinske v člansko vrsto je pa zelo velika odločitev, ampak to se bo vsak posameznik nekako v Sloveniji profesionalnih moštev ni, se pravi, da ta prehod je možen v tujini. Tako da smatramo, da bi mi postavili pogoje, tudi zveza se nagiba v tej smeri, da pogoje do članske konkurence, da potem pa grejo na pot profesionalizma, ki pa je zelo težek. Namizni tenis ni drag šport, ali je drag šport na primer za starše? Smatram, da ne. Če primerjamo, čeprav zelo nerad delam, se mi zdi, da smo kar v nekih zelo normalnih mejah, kar klubi nudijo in trenerji kar ponudijo svojim znanjem, se mi zdi, da smo kar, celo bi rekel, včasih malo podcenjeni, ampak pač smo pač skromnejši šport, trdo delamo in čakamo, da nas bo kdo opazil. Ampak starši se vedno bojijo, da ne bodo imeli prevelikih stroškov s tem športom, če se ukvarja njihov otrok. Ja, sigurno, da je v časih, kakšnih živimo, se gleda na stroške, na tolarje, mislim na evre, tako da je normalno, ampak jaz mislim, da v namiznem tenisu ni nekih stroškov zelo velikih, da lahko, da če hoče otroka vpisati, pa vsaj v slovenskih klubih, koliko poznam, da niso stroški pretirano visoki.
Bojan Pavič, srce in duša današnjega tekmovanja, malce tehničnih podatkov, koliko nastopajočih. Ja, to je zaključni turnir regije oziroma pokal Športne zveze Ljubljana. Skupaj je 150-155 nastopajočih, od tega je bilo od 1. do 5. razreda dopoldanske delo 75, pa popoldne 75 do 80 igralcev in igralk. Iz 22 klubov. Kolikšno je zanimanje med mladimi za ta šport? Zanimanje je kar veliko, ne samo pri mladih, tudi pri starejših, ampak tako kot se je rekel, moraš biti z dušo in srcem prisoten, moraš delati po šolah in zbirati te mlade in jih navduševati vsakodnevno, pa ni problem z številom članstva v klubih. Kaj bi svetovali staršem, ki želijo vključiti mladega svojega otroka v ta šport? Ja, predvsem to, da je zelo varen šport, v bistvu je zanimiv za vse starostne kategorije, začnejo lahko že zelo zgodaj, igrajo do poznih let, lahko tudi starši z njimi. Jaz bi rekel, da je zelo lep šport, jaz ga igram že celo življenje, ne bi ga zamenil za drugem športu, čeprav bi se v medijih pa teh stvarih lahko večkrat kaj pojavil, ampak jaz pravim, da smo to sami krivi. Več propagande bi naredili, več zanimivih turnirjev kot so današnji, pa bi bilo verjetno tudi več zanimanja. V Sloveniji je težko priti do poklicnega, profesionalnega igralca namiznega tenisa. Kakšna je pot? Ja, pot je takšna. V Sloveniji so zelo dobri trenerji, to se pozna po vseh igralcih, ki nadaljujejo športno kariero v tujini, predvsem Nemčijo, govorim, Francijo, te države, ki tudi finančno podprejo te igralce, oziroma v bistvu že kar profesionalno delujejo klubi. Zaradi tega pač domači turnirji usmerjamo te igralce, jih do določenega nivoja naučimo, da doseže neke rezultate na teh evropskih prvenstvih za mladino in to, in potem pa se začnejo tudi klubi zanimati. Vi ste še vedno aktivni za zeleno mizo? Ja, jaz sem aktiven, to mi je zdaj v tem delu, v tem mojem obdobju, skoraj sproščanje. Igram še zmeraj prvo ligo, treniram sicer dosti manj, kot sem včasih treniral, ampak to me veseli, dejansko mi sprošča glavo, ker če vsakodnevno delaš z mladimi, ni lahko, oziroma ne vsakodnevno, 7 dni v tednu in je zelo težko. Dokdaj potem lahko računamo, da vas bomo še videli? Ja, dokler bo mi zdravje omogočilo, bom jaz sigurno igral in v bistvu to svoje znanje poskušal prenesti na mlade igralce, kar ne bi bil smisel v tem športu oziroma v vseh športih.
Gospod Aleksander Rozman, Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana je danes organizator. Zakaj ste se odločili za organizacijo takega turnirja? Ta turnir je že tradicionalen, sodelujemo iz športno zvezo cirka 15 let in to je zmeran zadnjih, odkar je bil še balon, sedaj je aluminijasta streha, še boljše za igralce in igralke. Dolgoročno sodelovanje tega turnirja je za mlade namiznoteniške igralke in igralce, da jih čim več pridobimo tudi. In pa zaključni turnir je to 6. zmeran, ki je to mesec športa za mlade v Ljubljani. Ali ste zadovoljni z današnjim odzivom? Sem zadovoljen, ne bom rekel zelo, ampak zadovoljen, ker pričakovano je vsak okoli 150 udeležencev na turnirju, v nižji stopnji polovica, kar me zelo veseli za mlajše igralce, in pa še v višji stopnji, ki potekajo tekmovanja sedaj, ker je samo za 6. pregledni turnir MRNTZ Ljubljana. Žal, ker športna zveza je pokrovitelj bila prvega dela turnirja in tudi drugega dela nekaj, samo s praktičnimi nagradi pa prvega dela turnirja. Kakšni so načrti za naprej? Za naprej so načrti, smo pred realizacijo sponzorja regijskih turnirjev in Alpe Adria. Začnemo 27. avgusta s pripravami v Logatcu, 4-dnevnimi, kar bojo vsi klubi tudi pisno obveščeni.
uvrščenja v naši viceprvak Damir Mengeš. Skupni podprvalec pa Miha Podobno-Brodavec. Četvrto mesto Eva Šoba, Mengeš in Mija Stanko, Vesna. Drugovrščena Brina Martič, Mengeš. Učenci skupina P, 8. direkt, 9. razred. 3. do 4. mesto Luka Stražiša Rakek in Tip Vitovič Kovatec. Naš drugi to je finalist poražen Aljaž Gornik Mengeš. Srednja podelitev za dijakinje. 3. in 4. mesto se delita domačinka Hrvati Zvezd in Hanna Rožmac iz Logatca.
uvrstitev za sezono 17-18 za pokal Zagorja po 6 turnirjih, tako da Liga F. Čeng je 6-7 razred, 3. mesto Neža Žukoviča Mendeš. Viceprvakinja Urša Rozmarina. In zmagovalka v bistvu vseh 6 turnirjev, dodaj oziroma 5 tim Kastelic, Krka. 6 turnirjev. Najboljše turnirje v kategoriji E, 6-7 različnici, 3. mesto Jan Krovar Mengeš. Drugovrščeni z istega kluba Zdrenša David Grad. Skupni zmagovalec Nikola Žalbe sezoni Miha Podolnik, ki pa ima vseh 6. Viceprvakinja sezone Mina Martić Mendeš. In skupna zmagovalka Nina Stanko Lesena. Tu je bila kar zanimiva razpredna borba, saj današnji turnir zmagovalka nižje kategorije skupnih in Kastelic. Dovršenka Dživa Brina Ramena so stekli za skupno uvrstitev v sezono 17-18. Kategorija G so učenci, najstarejši učenci osnovne šole, 9. razred. 3. mesto Luka Stošiša Ratnik. Viceprvak skupni Aljaž Volknik Mengeš. In neporažen zmagovalec vseh 6 turnirjev Miha Vazel, športno društvo Skupaj. V kategoriji dijakinja, kategorija J, 3. mesto v skupnem Lina Petrobin Vesna. Druga Dražna Krova. 2. mesto Nina Sela Vesna. In skupinska zmagovalka Rožmac, Bogatac. Prav samo in še zadnja finalna kategorija, večerna najboljših igralcev, Liga I, Jakov, 3.
letošnje drugo mesto in pa v skupnem prvenstvu drugo mesto. Kakšne so tvoje občutki po končani sezoni? Ja, res fenomenalno, pa probala bom naslednje leto še boljša biti. Na kateri tekmi si pa najbolj uživala? Verjetno na te zadnji, ker je bila v naši dvorani in je res nekaj posebenega. Ja, probala bom še čim več trenirati, pa še kar naprej čim več tekmovanj hoditi.